Takole gremo na Google in vtipkamo Google Forms, Googlovi obrazci. Pred tem moramo biti prijavljeni s svojim Gmail računom, Googlovim računom. Kliknemo na plus desno spodaj, se nam odpre obrazec. V nastavitvah nastavimo, da gre tukaj za kviz. Poimenujemo svoj kviz. Prvo vprašanje: opiši svoj priimek in ime za učenca. Na primer Novak Nina. Izberemo kratek odgovor, tip vprašanja in točke za ta del izbrišemo. Drugo vprašanje uporabimo spustni meni. Izberi svoj razred in ponujeni odgovori dveh razredov. Tudi tukaj je točka, nič točk za ta odgovor. Naredimo nov razdelek. Ga prav tako poimenujemo kot prej. Dodamo tip vprašanj več možnih odgovorov. Katera številka je največja. Povemo, kateri je pravilen odgovor s klikom spodaj in označimo, da je to v tem primeru 3. Uporabimo tole tipko za podvajanje oziroma kopiranje vprašanja in samo v tem primeru uporabimo spustni meni. Gre za isto vprašanje, smo naredili kopijo, samo da se bo prikazal odgovor kot spustni meni. Tretji tip vprašanja: označi števila. Ponudimo 3 možnosti, 1, 5 in nekaj, kar ni število, hiša. Označimo pravilne odgovore. Če bo ta oba pravilno, bo ta naloga vredna 1 točko. Če pa samo eden, pa pač nič točk. Še uporaba mreže, tip vprašanj mreža, izbirnih odgovorov. V vrstici bo lahko izbirali med 1 ali hišo. V stolpcu bomo imeli pa možnost število ali pa ostalo. In navodilo je: pravilno poveži. Uporabimo kopijo, ker bomo naredili enako vprašanje, samo da bo možnih več odgovorov. Dodamo še eno številko, 6. Tukaj smo prej pozabili povedati pravilne odgovore. Število 1 je, mora izbrati število, hiša je pa ostalo in vsaka stvar po 1 točko. Tukaj imamo pa zdaj 3 možnosti in število je 1 in 6, hiša je pa pravilen odgovor pod ostalo in točke določimo. Največ 1, najmanj 1 oziroma nič, tako da poljubno določimo število točk. Tako, obrazec, kviz je končan, rabimo samo še povezavo, uporabimo krajši URL, skopiramo to povezavo in jo prilepimo v novem zavihku oziroma kjer jo želimo učencem posredovati. Učenec zdaj reši kviz na tak način, da se podpiše, izbere svoj razred, odgovori na vprašanja
in klikne gumb Pošlji. Ogled ocene. Sam dobi povratno informacijo, napačne odgovore, tudi pravilne. Učitelj pa vidi njegove odzive učencev v razdelku Odzivi. Tukaj za vse, za cel kviz, po posameznih nalogah. Tukaj bo en učenec iz A, en iz B-ja, po posameznih vprašanjih, nalogah, kako so jih reševali. Grafičen prikaz. S klikom na tale gumb ustvari preglednico, pa naredi Googlovo preglednico, kjer ima zbrane vse odgovore oziroma rezultate vseh učencev. Že v tabeli. S klikom na tole vrstico 1 izbere gumb Ustvari filter, ki ti omogoča potem razvrščanje po datumu, po rezultatih, po priimkih ali po razredih. Ta način je potem pregleden, kako so učenci reševali, in povratna informacija za učitelja, brez dodatnega urejanja